Hitrostno drsanje je na sporedu olimpijskih iger že vse od začetka, od leta 1924, ko je prve zimske olimpijske igre gostil Chamonix. V naslednjih minutah pa bomo govorili o športu, ki bo del olimpijske družine postal čez 4 leta. To bo tekmovalno turno smučanje. Ja, za mnoge Slovence je to zelo priljubljena zimska dejavnost, zimska rekreacija, za mnoge tudi priložnost, da dosanjajo olimpijske sanje. In na Planinski zvezi Slovenije si prizadevajo, da bi k temu športu spodbudili kar največ mladih in s tem dobili številne tekmovalce, ki bi lahko zastopali slovenske barve na prihajajočih olimpijskih igrah. Pa si poglejmo prispevek. Skupina učencev osnovne šole Vitanje se je na pobočju okoli smučišča Golte odpravila na prav poseben športni dan. Tokrat so imeli na športnem urniku predstavitev turnega smučanja. Na teh naših predstavitvah šolar na turne smuči otroke najprej seveda navadimo na to opremo, potem pa seveda izvajamo vaje za prilagajanje in potem gremo na kakšno krajšo turo v takšnem varnem okolju, v okolici smučišč in tudi naredimo menjavo, kože gor, kože dol, zapenjanje čevljev in tudi kakšen lep spust potem odpeljemo. Po seveda utrjenih progah, ker to so seveda začetniki. Šolari so za učenje začetnih turno-smučarskih korakov in zavojev uporabljali zgolj najbolj osnovno, a tekmovalno opremo. Turne smuči, turni čevlji, potem kože, ki jih namestimo na smuči in pa palice, pa seveda čelada. Pri tekmovalni turno-smučarski opremi je razlika ta, da so smuči veliko lažje, ožje tudi pod čevljem in gibanje s takimi smučmi je veliko hitrejše lahko in bolj lahko. Pri tekmovalnem turnem smučanju se oprema spreminja glede na posamezno disciplino. Ko pa gremo s turnimi smučmi na prosto turo v naravo, pa vedno obvezno seboj potrebujemo tudi plazovni trojček, dodatna oblačila, toplotno zaščito, prvo pomoč, hrano, pijačo, svetilko in še kaj glede na teren, na katerega se podajamo. Če se s turnimi smučmi podamo na urejena smučišča, moramo upoštevati tako navodila Planinske zveze Slovenije za turno smuko, splošna FIS pravila, kot tudi interna pravila vsakega smučišča posebej. V okviru Planinske zveze Slovenije in Komisije za gorske športe smo se odločili, da populariziramo to turno smučanje, tekmovalno turno smučanje tudi med mlajšimi. Do turnega smučanja nekako pridemo vedno v stiku šele kasneje, ko smo starejši, odrasli. In naš cilj je predvsem to, da te mlajše navdušimo za ta segment, ta šport, ki bo tudi olimpijski leta 2026. In zato smo se odločili, da delamo predstavitve po šolah. Imamo tudi opremo, 8 kompletov turno-smučarske opreme. Elan je naredil tudi novo tekmovalno turno smučo in s to opremo pridemo na šolo in naredimo predstavitev za učence. Ki so ob zaključku dneva takole strnili vtise. Ja, na turnem še v hrib gor hodiš, namesto da gre z vlečnico, to mi je bilo najtežje. Ja, najbolj všeč mi je bilo, ko smo se spustili, ker smo si končno oddahnili. Res, da je bilo par padcev vmes, pa smo mogli drug drugemu pomagati. Drugače je pa bila dobra izkušnja. Definitivno je bilo nekaj novega. Najbolj všeč so mi bili spusti. Razgledi so tudi bili zelo lepi in bi še definitivno ponovil. Tekmoval ne bi pa še vseeno šel za rekreacijo. Zdaj, naša želja je, da bi se baza tekmovalcev, teh mlajših, povečala na tekmah in s tem bi dobili tudi kakšnega vrhunskega tekmovalca, mogoče celo za naslednje olimpijske igre 2026 v Milanu Cortina. No, še več o turnem smučanju pa nam bosta zdaj povedala naša gosta. Lepo pozdravljena oba. Nejc Kuhar, zdaj že lahko rečemo nekdanji tekmovalec in zdajšnji trener, sicer pa najboljši Slovenec v tem športu do zdaj in pa njegov naslednik Luka Kovačič, na katerega pa lahko računamo kar konkretno za 2026. Lepo pozdravljena oba. Ja. Kako vesela sta bila, da je turno smučanje uvrščeno med olimpijske discipline? Ja, zame je to sigurno potrditev, da je to spada med vrhunske športe, dodatna motivacija za naslednja leta, ampak tudi ena velika naloga. Tako da jaz mislim, da sem zraven že zdaj vrhunskih športnikov, bom pa dodal še malo na gas, pa probal stisniti vse iz sebe do naslednje olimpijade. Vam je kaj žal,
ker ste končali kariero? Res, da je pač to želja vsakega športnika, ampak nimam kaj, v mojem času to ni bilo možno, bom pa vse naredil, da pomagam mojim naslednikom, da se čim bolj odrežejo. Kako zelo se je spremenilo, razvilo samo turno smučanje, dejali ste nekako od divje lige zdaj na olimpijske igre. Ja, mislim, se je, bom rekel, v zadnjih 20 letih je res to prišlo na precej višji nivo, predvsem kar se tiče organizacije samih tekmovanj. Tudi konkurenca na tekmah je v bistvu skozi širša, ampak hkrati se zgoščuje, tako da bom rekel, če je v mojih časih bilo nekih 10-15 tekmovalcev, ki so se borili za res tisti vrh, je zdaj to ratalo, ne vem, 30-35 tekmovalcev, ki praktično ni skoraj noben od njih presenečen, če ne dobi medaljo na svetovnem pokalu, tako da mislim, da je ta prav cajt, da postane olimpijska disciplina. Ja. Na olimpijskih igrah bomo videli 3 različne discipline. Kakšne so torej osnovne razlike med šprintom, individualno in pa štafetno preizkušnjo? Ja, v bistvu zdaj olimpijske igre bojo malo spremenile cel format, ampak gre za posamično preizkušnjo, kjer je od 1500 do 2000 metrov vzpona, seveda v večjih vzponih in pa spustih, potem bo šlo za šprinte, ki je podoben format, kot ga poznajo tekači na smučeh, kjer so najprej kvalifikacije in narediš en vzpon, v kateri se stavlja na smučeh, peš na smučeh, pa še spust. In pa še tretja disciplina, ki bo na olimpijadi, so pa mešane štafete, ki jo pa sestavlja ena ženska, pa en pač fant, pa mislim, da bosta vsak naredila 2 oziroma 3 predaje. Tako nekako. V kateri disciplini trenutno ste Slovenci najboljši? Trenutno sicer prednjačimo v vzponu, ampak mislim, da nam tudi v posamični preizkušnji veliko manjka. Tako da ja, razlike so majhne, malo manjka med 5. pa 20. mestom, je zelo malo razlike, tako da ja, zaenkrat je sicer vzpon, ki ga ne bo na olimpijadi, ampak se bomo potrudili do olimpijskih iger, da bo tudi na ostalih zelo konkurenčni. Bi pa lahko rekli, da nekako to, kar pisan šport na kožo Slovencem, smučanje, vemo, gorništvo, vse skupaj. Radi imamo tudi ekstremne razmere. Ne, pač, kakorkoli pogledamo, turno smučanje je v Sloveniji trenutno pač zelo popularno. Je pa res, da pač tekmovalna zvrst je vedno nekaj drugega, kot pa, bom rekel, čisto rekreativno. Tako da mogoče nam manjka malo zgodnega snega v novembru, mogoče tudi v oktobru, kakšen ledenik, da bi rekel, da imamo idealne pogoje in vse za trening, drugače tekom zime, pa mislim, da smo kar destinacija, ki je zelo primerna tudi za to zvrst tekmovanja. Kje sicer največ trenirate, kje so najboljši poligoni v Sloveniji? Jaz imam kar srečo, da se situira na Bledu, tako da bo vse blizu, ampak definitivno pa Zelenica, Vogel, Julijske Alpe, Kranjska gora, imajo pa tudi Mariborčani Pohorje, imajo Kamniško-Savinjske Alpe, tako da v bistvu Slovenija, glede na to, koliko je gorata dežela, ne moreš izbirati destinacij, toliko jih je, da jih težko prešteješ. Tako da vsak ima lokalen hrib, pa sneg v bistvu se lahko udejstvuje na torej smučanju. Zdaj vidimo tudi posnetke z državnega prvenstva na Zelenici. Vsako leto organizirate tudi letos, 6. marca, ampak povabite pa vse, tudi rekreativce, ne? Ja, mislim, nekako samo tekmovanja niso zaprtega tipa, je v bistvu za državno, tisti, ki nastopajo na državnem prvenstvu, morajo biti člani zveze, tako kot je v vseh drugih športih. Imamo pa vedno na tekmah tudi rekreativno kategorijo, kjer se lahko v bistvu s tekmovalci pomerijo tudi vsi ostali, pa s tem tudi podprejo na en način organizatorje pri trudu. Smo le, bom rekel, majhen krog zaenkrat, tako da smo zelo veseli vsakega tekmovalca. Zdaj ste se tudi nedavno vrnili z Evropskega prvenstva. Tam je bilo kar veliko reprezentanc, 18, samo na Evropskem prvenstvu, ne? Tako je, mogoče v Sloveniji še ne toliko poznan, turno smučanje je zelo popularno v Sloveniji, mogoče pa tekmovalno smučanje še kar išče malo ta prostor pod soncem v Sloveniji, ampak glede na to, koliko je pa po Evropi popularen, pa če dodamo še cel svet, je pa v bistvu že zelo globalen šport ratal, tako da temu primerna tudi konkurenca.
tako da zdaj bomo cajt, da skočimo še na zadnji vagon vlaka, pa ujamemo formo za olimpijske igre. Iz kje prihajajo tisti najboljši tekmovalci, so to ste alpske dežele? Mislim, vsekakor ja, so alpske dežele, predvsem Italija je tukaj vedno prednjačila, čeprav so se zdaj tudi ostale že zelo približale, pa zraven moramo vsekakor dodati še Španijo, pa zadnje čase tudi skandinavske države so že zelo blizu. Tako da pač res tudi recimo na svetovnem pokalu je letos prvič medaljo dosegel Američan, kar smo bili vsi navdušeni, ker to pomeni, da bo tudi tam eksplodiralo vsak čas. Tako da postaja globalen šport vsekakor. Ja. Koliko tekem v svetovnem pokalu sploh imate, takole v koledarju recimo na sezono? Mislim, da je letos 7 postaj ali 6 postaj svetovnega pokala plus prvenstvo. Potem so pa še posamezne tekme po državah, kjer so državni pokali, ampak vsak svetovni pokal pa sestavlja posamična preizkušnja, pa vertikal, tekma v vzponu in pa šprinti. Potem pa še prvenstvo, pa ekipna tekma, kjer so pari. Prej sem dejala, da je Luka vaš naslednik, je on tisti, na katerega v prvi vrsti lahko računamo čez 4 leta? Ja, vsekakor 10 let je mlajši od mene, tako da bi bilo čuden, če bi bilo kontra, tako da jaz sem vesel, da je tako, kot je. Sta pa, bom rekel, trenutno tudi Klemen pa Maj zelo na dobri poti, v bistvu, da se v parih letih priključita Luku mogoče že do olimpijade. Tako da imamo dva mlada že blizu, računamo pa, da bo predvsem mogoče s projektom Šolar na turne smuči, ki smo ga prej videli, da dobimo še kakšne mlade. Vemo, da je šport načeloma težek, pač fizično zelo zahteven, dogaja se zunaj v vseh vremenskih pogojih, tako da je za mlade težko, ampak moraš biti v bistvu zaljubljen v hribe, pa je vse lažje. V hribe, v smučanju je znati potrpeti, vse to. Tako. Jaz vam želim čim bolj uspešno delo, zdaj v tem 4-letnem obdobju čim več napredka, Luka, seveda potem stiskamo pesti za olimpijsko medaljo. Ja, upam, da se bo to čim bolj uresničilo, pa jaz sem pa potrudil pa naredil svoj del do takrat. Hvala vama za obisk. Hvala. In gremo zdaj še k posnetku dogajanja v Snežnem žlebu.